Moje ime je Meira Kegljevič, sem magistrirana psihologinja, športna psihologinja, vedenjsko-kognitivna terapevtka in pa tudi ena od pomožnih strokovnjakov v okviru vzpostavljanja varne hiše, ki je namenjena obravnavi spolno zlorabljenih otrok in mladostnikov v Sloveniji. Moja primarna naloga, moja primarna služba je športna psihologija in tukaj v klubu NK Domžale, predvsem v sklopu mladinske šole, že 5 let sodelujem s trenerji, s klubom, z vodstvom in športniki v okviru priprave psihologije na področju športa. Ko sem se priključila v kader, je bila ideja, da se proba razvijati čim bolj široko športno in osebnostno mlade igralce. Kar pomeni, da smo tukaj osnovali čisto en samosvoj program, skozi katerega bi lahko šli vsi mladi nogometaši, da bi se lahko razvili ali v vrhunske nogometaše ali pa v neke močne osebnosti, ki bojo uspele in napredovale v življenju, ne glede na področje, v katerem bojo končale. Največkrat se dogaja, da v bistvu z nogometaši se učimo in pogovarjamo o tem, kako bolj skontrolirati stres, ki je lahko vezan na tekmo, na specifičen moment znotraj tekme ali pa mogoče na usklajevanje šole, športa in drugih področij v življenju. Ena z poglavitnih strategij, ki jih mora človek, še posebej športnik, še posebej mlad športnik, kjer so pritiski močnejši mogoče kot na drugih področjih v življenju, je ravno to zavedanje, kaj se z mano dogaja, ko sem pod stresom, kaj se dogaja z mojim življenjem in kako si lahko pomagam, kako lahko skontroliram ta stres. Zdaj je en zelo tipičen primer, vezan na šport, s katerim se športni psihologi ali pa jaz tukaj v klubu ukvarjam, bi bil lahko primer igre 1-1, driblinga v napadu. Če si predstavljamo, imajo igralci včasih več težav, da to izvedejo oziroma da se sploh spravijo v to situacijo, medtem ko pač obstajajo obdobja ali pa tekme, ko to zelo dobro delajo. Takrat se v tem primeru v bistvu z igralcem usedemo, tudi s trenerjem, ki še bolj opiše situacijo, kaj on vidi, kdaj se mu to dogaja, potem to predebatiramo seveda z igralcem in začnemo malo analizirati, kdaj se to zgodi, kakšen bi bil lahko vzrok, je to neko prepričanje v ozadju, da je neki igralec, ki mu stoji nasproti, premočen, da ni trenutek, da izgubi žogo, da enostavno pač ne sme delati napak. In takrat je normalno, da se mogoče težje odločimo, da bomo šli v nek duel ali pa v neko riskantno igro. Takrat iz tega ven v bistvu po tej analizi z nogometašem ugotoviva, kateri razlogi so pravilni, ustrezni, kateri so manj koristni in jih s pomočjo psiholoških tehnik, ali je to spreminjanja mišljenja, nekih vedenjskih eksperimentov, se pravi, da nekaj proba znotraj treninga, seveda ne takoj na tekmi, da proba to vedenje spremeniti, da bi bil pol lahko še večkrat efektiven v igri na 1-1, sploh ko je to njegova močna igralna lastnost oziroma sposobnost. Psihološki razvoj igralcev ne poteka samo prek tega, da se oni usedejo z mano, da sodelujejo s psihologom, ampak dostikrat pa večino dela v bistvu usmerjanja mojega v to, da sodelujem s trenerji, da sodelujem s klubom, pa tudi starši. V bistvu, da se zavedamo vseh vplivov okolja, ki vplivajo na nogometaša in probamo tudi tukaj do nekih sprememb prihajati. S tem, kako ustvarjamo okolje, v končni fazi tudi kako je bila ustvarjena akademija, pa tukaj je dijaški dom, to je vse z namenom, da se oni boljš počutijo in da se oni boljš razvijajo. In tukaj noter je že ogromno enih načinov, preko katerih vplivamo na njihov razvoj, to zdaj bom en primer dala skozi njihovo dežurstvo, skozi njihovo sodelovanje tukaj znotraj hiše, ali pa enostavno, ko so v ekipi, kjer so pač vsi, kako komunicirajo med sabo, kakšna pravila se postavljajo. Tako da ne gre si za to, da mora vedno nekdo priti k psihologu, sem pa vesela, da prihajajo in da smo v teh zadnjih 5 letih uspeli razbiti ta mit, da je športnikom nekaj narobe, že pride k športnemu psihologu. Jaz v osnovi kot športni psiholog skrbim za to, da se nek napredek hitreje zgodi, zato da je nekaj boljše, ne zaradi tega, ker pač bi bilo nekaj hudo narobe ali pa imamo pač resne težave v ozadju. Jaz sem že od začetka, ko sem prišla, sem zelo vesela pa ponosna, da sem del kadra
ki gleda tako široko na ljudi, ki si prizadeva, da bi pomagal športnikom na tak način v razvoju. Vedno se počutim dobro, sprejeto. Mislim, da klima tukaj v Domžalah je res prijetna in da je visoka mera spoštovanja. Tako da se sem res vedno lepo vračati in z veseljem doprinašati ciljem kluba v končni fazi. Bi si pa za naprej želela, da še tako ali pa še bolj uspešno sodelujemo, da bi še hitreje prepoznavali, kaj lahko naredimo v napredku nogometašev, da bi še večkrat se odločili za kakšno akcijo, da ne bi prevečkrat čakali, pa res takoj, ko se nekaj zgodi, še večkrat urgiramo, ker se mi zdi, da imamo že zdaj dobre rezultate, ki jih lahko samo še poboljšamo.